Družinska medicina je najboljša specializacija ever. Družinska zdravnica Polona Kampolungi Pegan iz zdravstvenega doma Nova Gorica. Kraljevska specializacija. Tako. In Miha Lukač, družinski zdravnik v koncesionarski ambulanti v Cerkvenjaku. Ker veš, da boš vsak dan tudi naredil nekaj zelo koristnega za nekoga. Sta se po poti družinske medicine sprehodila z družinskim zdravnikom Rokom Ravnikarjem iz zdravstvenega doma Kamnik in predsednikom odbora za osnovno zdravstvo pri zdravniški zbornici. Vse so res prisrčni moji pacienti, mislim. O lepoti in izzivih družinske medicine. Problem pri družinski medicini, kot jaz opažam, je predvsem ta administracija pa zavarovalniški del. Jaz sem včeraj recimo 123 obravnav, pa sem že pred leti rekel, da ko bomo enkrat čez to, da odpoved. Za dobro delo na primarnem nivoju rabimo čas. O mitih in dejstvih. Družinski zdravnik itak samo na potnici piše, drugega ne zna. Po kolenih moraš izprositi tisto napotnico pri zdravniku, da končno nekam priješ, če ga ne bi bilo, bi jaz prišel kamorkoli bi hotel do specialista. In ljubezni do specializacije, ki kljub vsem izzivom veliko več da, kot vzame. Vseeno ima smisel nadaljevati in vztrajati, ker vseeno dosti dobrega pa naredimo, čeprav se mogoče ne vidi, pa ne dobimo zdravstveni delavci medalj, pa ne hodimo se rokovati pred kamere. Jaz doživim toliko lepega na tem delovnem mestu, meni je lepo. V Sloveniji tako letno je 30 milijonov stikov zdravnik-pacient. Člankov slabih o zdravnikih je pa par sto, se pravi 99,9% delamo z zadovoljstvom drugih. Bom rekel še enkrat, sem vesel tega izrednega trenutka, da se dobimo v bistvu ne na sestanku. Mi smo vendarle tako drugače z Mihatom koordinacije zdravniških organizacij, s Polono na odboru za osnovno zdravstvo, vsi skupaj pa še sindikalnih sestankih praktikuma, se pravi, vedno je neka tema, ki moramo nekaj tuhtati, neke velike stvari, neke problematične stvari, neke stvari, na katere ne moramo vplivati, ampak danes tukaj smo pa v bistvu že, ko se nasmejem en drugemu, mislim, da je trenutek, ko smo iz lastnega veselja in zadovoljstva se usedali in smo rekli, dajmo poklepetati nekaj o družinski medicini na način, da bo zanimivo za nas in za druge. Tako da, mi nismo visošolci na faksu, ne bom zdaj, pač kdo je mlajši, kdo starejši, ne bomo se zdaj šli, vem pa, da sem jaz enkrat leta 2011 dobil mail od Miha, ki ga nisem poznal, ker je pisal, ja, živijo, a bi ti prišel na sestanku vodni, koordinacija specializantov družinske medicine, nek tak delovni naslov je bil, kjer se bomo zavzeli za to, da bo v 2-3 letih vse drugače v družinski medicini. No in tako se je začela pot z Miho. Takrat te Polona ni bilo na tem sestanku. Začetnem slika pravi, da te ni bilo, zdaj ne vem, ali si bila na WC-ju ali ne, ampak ti si nam pridružila potem kasneje. Jaz se ne spomnim, da bi bila na tem sestanku, sicer že dolgo nazaj. Sem pa tudi jaz dobila en mail z eno zelo podobno vsebino, sicer od Igorja Muževiča, z pobudo, da dajmo se zbrati skupaj, da naredimo razmere v družinski medicini odlične. Zato, ker imamo radi družinsko medicino in meni se je zdela to odlična pobuda, ker sem že takrat kot začetnica videla en kup stvari, ki bi jih takrat po mojem mnenju bilo za spremeniti in sem tako z enim velikim navdušenjem se pridružila temu. Samo še to bom izpostavil, potem pa bom res vaju veliko več spraševal kot zdaj, ampak se mi zdi, da en občutek, ki sem ga dobil v tem delu z družinskimi zdravniki, je eno prav tako tovarištvo, ki ga drugače v medicini pa med zdravniki zelo težko doživiš. Se pravi, tovarištvo v smislu skupnega boja v nekih jarkih, tako prav tisto kameradstvo iz vojnih časov, ki smo ga dejansko družinski zdravniki uspeli vzpostaviti, pridobiti, pa kakorkoli žal, ker je to terjalo velike napore, velike stiske, ampak ker nam je pa to omogočali pa en ta odnos med nami, ki kot rečejo, med bojnimi tovariši se ne pozabi pol stoletja več. Če si eno bitko skupaj bil, se ne pozabi. In ta naša izkušnja prvih let sindikalnega boja, potem pa ta znan dogodki v Kranju, pa potem vsi ti številni sestanki in komunikacije,
nam je dal nekaj, kar je drugače zelo težko dobiti v medicini. Povem še to, bil sem prejšnji teden ravno na tem slavnosti akademiji sester in so rekli, ko se je kot čudovito vse je bila scena in te priznanja in vse so rekli, vidite, to je pa razlika med zdravniki pa sestrami. One skup držijo. In se mi zdi, da če kaj, pa družinci pa skup držimo. Zdravniki smo drugače res individualisti, vsak zase, pa ne zaradi, pač tako na življenje nesla, ampak če pa kaj družinci imamo, pa imamo to svoje tovarištvo in to je ta naša prednost, ki nam je po moje tudi mrzdo lahko zavida. In tega, recimo, ko se odloča za specializacijo iz družinske medicine, tega ne veš. Ampak če že zdaj lahko rečem, ena izmed pozitivnih stvari, ki ti jo družinska medicina da, je pa občutek tovarištva, kameradstva. Evo in tudi videla, verjetno, ko ste se odločila za družinsko medicino, tega niste vedela, ampak mogoče so vaju k temu peljali drugi motivi, pa ponovno me zanima, no, recimo tvoja pot do odločitve za, vsi vemo, vsi smo, tukaj smo izbrali bi lahko načeloma katerokoli specializacijo, ni bilo zato, se pravi, mi nismo eni izmed tistih, ki nismo bili za nič drugega primerni kot za družince, kot so včasih rekli, ampak smo po lastni izbiri izbrali družinsko medicino, ne? Ja, jaz sem jo izbrala, v bistvu takrat so bili še časi, ko so nas izbirali, ni bil kar vsak samodejno izbran, takrat smo bili, bilo več kandidatov, kolikor je bilo mest za specializacijo in jaz sem si to specializacijo res zelo želela. Nisem šla na medicinsko fakulteto z eno jasno idejo, kaj bi pravzaprav počela, vedela sem, da so možnosti zelo široke, in sem rekla, nič, bom najprej videla, kako to izgleda, vedela sem, da bojo neka kroženja na faksu, vedela sem, da bom soočena z različnimi okolji in pravzaprav na nobenem oddelku klinik, ker sem krožila v času študija, me ni nič, tako bom rekla, prav potegnilo, Saj so bile zanimiva področja, pa zanimive zadeve, pa tudi dobri mentori. Ampak, ko sem pa stopila v ambulanto družinske medicine na vajah, sem pa kmalu, že po kakšnem tednu rekla, pa saj to je pa to. Zdaj, kaj je bila razlika? Verjetno res ta širina in ta res velikanski spekter tem, o katerih se je ta moja mentorica takrat v času študija pogovarjala s svojimi pacienti. In tam sem v bistvu tako zelo začutila, kako je družinska medicina celostna, kako je tako zelo blizu ljudem, kako je vsak človek, ki vstopi noter, dejansko ena oseba z eno svojo življenjsko zgodbo, z eno svojo izkušnjo, z enimi svojimi odnosi, z enimi svojimi težavami, ki so lahko zelo raznovrstne. In tam se mi je zazdelo, da res lahko človeka začutiš celega in da mu lahko tako na en širok, celosten način pomagaš in mene me je to na tistih vajah navdušilo. In ko sem te vaje končala, sploh nisem imela več nobenega dvoma, vse, kar sem imela za naprej narediti, sem naredila, ampak tako enim zelo jasnim ciljem, jaz bom pa delala v družinski medicini. Ok, super. Miha, tvoja pot do družinske medicine? Moja pot se je mogoče začela malo prej. Mogoče bi rad prvo povedal, kako se je sploh moja pot do medicine začela. Jaz sem vedno bil po duši naravoslovec, mene je vedno zanimala narava, delovanje stvari, planetov, astronomija, take zadeve. In sem vedno bil v to smer naravnan, na kar se mi je zgodila v prvem letniku srednje šole huda prometna nesreča. Takrat smo z očetom šla z ene prireditve šolske domov zvečer. To je bilo januarja, je bila huda poledica in je pač en nepreviden voznik prehitro peljal nasproti in ga je zaneslo in je čelno trčil v najo. Takrat še nismo imeli teh avtov z airbagi in potem smo oba imela hudo poškodbo glave. Jaz se približno 8 ur sploh ne spomnim, kaj je bilo po nesreči. Imel sem zlom ličnice, orbite, poškodbo levega očesa, pač v glavnem hudo poškodbo obraza. In takrat so mene ORL-jevci oziroma maksilofacialni kirurgi nazaj popravili, da v bistvu praktično ni bilo nobenih posledic. In takrat sem jaz v bistvu začel razmišljati kot najstnik, ko sem to sam šel skozi kot v bistvu pacient, hudo poškodbo pri 16 letih in potem v bistvu okrevanje, ki je v bistvu prineslo zelo dober rezultat.
kaj v bistvu medicina zmore in da to je dejansko nekaj, kaj bi pa jaz mogoče lahko počel, da to je nekaj, kaj bi lahko jaz prispeval k človeštvu, da vidim kot nekaj koristnega in smiselnega in da bi to jaz počel. Ne? In čisto slučajno zdaj v enem nedavnem predavanju sem videl en rek, kaj je medicina, čisto na kratko. In dejansko to drži. Ne? Medicina v bistvu daje nazaj to, kar je narava dala, pa usoda vzela. In v bistvu to mi delamo. Ne? Mi dajemo ljudem nazaj to, kar jim je narava enkrat dala, pa usoda nekje na poti vzela. To pomeni, bolne ljudi zdravimo, da so spet, imajo kvaliteto življenja in da so spet v bistvu imajo to voljo in veselje do življenja in do vsega skupaj. Seveda, potem pot me nanesla po fakulteti na kroženje po raznih klinikah in ambulantah. Jaz sem bolj mogoče taki zapečkar, bi rekel. Jaz sem iz Slovenskih Goric in pač vedno me je vleklo nazaj v Slovenske Gorice, tudi že v času študija. In nekako mi je bilo veselje, da bi tudi tam ostal in tam delal. In ravno to, kaj je Polona omenila, ta v bistvu celostni pristop, ki je v družinski medicini, ker ko si ti na določenem specialnem področju, vidiš ti v bistvu bolnika samo, ko vstopi, pa ko gre ven iz ambulante in potem ga pač ti ne vidiš, razen če pride kdaj na kontrolo in ne veš, kaj se z njim dogaja. To v družinski medicini pa ti vseeno so vajeti v tvojih rokah, da v bistvu je dosti od tebe odvisno od tvojega predvsem znanja, izkušenj, od tega, koliko si v bistvu upaš v medicini pacientom stopiti naproti, dosti je odvisno od lastnega angažmaja, koliko bodo tvoji pacienti urejeni in kako bodo v bistvu vodeni. In to se mi je zdelo res tak ena stvar, kjer pa lahko ti dosti prispevaš z svojim znanjem k izboljšanju zdravja ljudi in pač seveda kvaliteti življenja in tudi preživetja in tako dalje, z vsemi temi mehanizmi, ki jih v družinski medicini imamo, ne? Od preventive do zgodnje kurative, zgodnje diagnostike in tako dalje. Ne? Malo me je pretresalo, na tvoja zgodba nisem me poznal, moram reči. Sem me zdaj pa red slišal, ti si vedela. Tako da upam, no, da vsi mi smo imeli v bistvu boljše, bolj prijazne oblike spoznavanja z medicino, no, kot ti, ampak so te porihtali. Jaz moram reči, da mi je bilo zanimivo, noben od vaju ni rekel, moj osebni zdravnik v otroštvu mi je bil navdih. Tudi mene, tako, moja izkušnja z otroštva kot zdravnik je bil samo na sistematskih pregledih, zdravnik, ki je bil tako, ne bodi ga treba, ker si mogel enkrat na 2 leti iti. In tako da je zanimivo, da kot otrok v bistvu nisem imel enega ideala zdravnik, to bi jaz bil, ne pilot, ja, mehanik, ja, ampak zdravnik pa ne. In na srečo, verjetno zato, ker nisem bil toliko bolan, pa nisem toliko imel izkušenj z zdravniki v mladosti, tako ne. Jaz pa to eno anekdoto mogoče za dodati. Tam, ko sem bil star 10-11 let, v šoli smo igrali nogomet, pa sem padel po asfaltu, pa sem si podrgnil nogo. In potem seveda pač takrat to ni bilo tako zdaj, ko starše kličejo. Pač rekli tam učitelj telovadbe, rekel, idi po šoli v zdravstveni dom, da ti malo ščistijo. A celo to, lahko da rekel sem domov, ne? Idi, da ti malo ščistijo, jaz grem lepo po šoli v zdravstveni dom, je bila tam moja tista šolska zdravnica. Oni to meni ščistijo, pa ona reče, danes ste pa imeli za kosilo rdečo peso, ne? Pa sem to gledal, ne, kako te ona to ve, ne? Kako znanje, Bog. Nek bog, ampak v bistvu koliko znanja, kako v bistvu ona zdaj to opazila, kako to ful, wow, ne. Pol še kasneje sem zvedel, da sem bil popackan po majici z rdečo peso, ne. Tako da, ampak to je taka anekdota, kako je bil ta stik, ne, da v bistvu vedno si zdravnik je tisti, ki pač dejansko sem nekako imel vedno, da ve, kaj dela in pač če zdravnik to reče, pol sigurno to reče, zato ker je to siguren v to in ima neke dokaze in ima neko znanje, da ne govori to zdaj pač, ker on misli, da je tako. Mislim, v družbi imaš verjetno kot študent medicine največji vpliv. Ne? Če se spomnim, kdaj sem bil najbolj vpliven v družbi, je bil to kot študent prvega letnika medicine. Ne? To si bil največji zdravnik med svojo družbo, si bil takrat, ne, prvem letniku študenta medicine. Anatomijo si znal najboljše. Potem si pa vedel, da čez dalje manj veš in potem proti koncu študija si bil rajši tiho. Da... Se nisi javljal, da si zdravnik, ne? Okay. Zdaj ne vem, kje bi, tako se mi zdi, da smo vseeno v to temo družinska medicina, družinski zdravnik, sicer so že generacije pred nami specializacijo vzpostavile, bi rekel neko mesto v stroki določile, ampak se mi pa zdi, da predvsem z našo generacijo pa prišlo to v javnost, ali problematika, ali vprašanje, ali popularnost družinskega zdravnika. Ne? Tako, nekako sem čutil, da smo ali z našo glasnostjo, ali pa s problemi, ki so naraščali,
se je to izpostavljalo. No, pa bi mogoče zdaj Valo vprašal, kaj vi da vidite kot družinski zdravnik tukaj in zdaj v teh okoliščinah, pa znotraj stroke ali znotraj medicine, znotraj zbornice ali pa znotraj družbe, kaj je trenutno tisto, kar je to je to nekaj pozitivnega, je to nekaj problematičnega, a ne? Tako, dobivamo različne odzive in me zanima, kako pa vidite ta ugled, niti ne ugled, no, ampak podobo družinskega zdravnika, kako jo vidite kot sebe, kot vidite, ali pa kako vidite, da vas vidijo drugi, bom rekel, kolegi, ali pa kako vas vidijo ljudje, ne nujno vaši pacienti, ampak tako v družbi. No, ta vidik se mi zdi. Ja, to je kar tako težko vprašanje. Predvsem tako bom rekla, da je zelo odvisno od tega, v kakšni situaciji in s katerega stališča gledaš. Zdaj, če si ti zdrav, v bistvu se s tem vprašanjem niti ne ukvarjaš, ker v bistvu zdravnika ne rabiš. Če si ti bom rekla, kroničen bolnik oziroma nekdo, ki pogosto rabi pomoč svojega zdravnika, je tako zelo važno, kakšen pogled boš imel na to, tega, kakšen je ta zdravnik oziroma kakšen odnos uspeta vzpostaviti. In mogoče ne samo do tega zdravnika, ampak do tiste ambulante, katero obiskuješ, ker jaz mislim, da se tukaj zelo premalo poudarja, da je odgovornost za neko kakovostno, ustrezno, varno obravnavo pacienta bistveno širša kot odgovornost zdravnika, ne? Ker je ta zdravnik vedno vpet v nek svoj mali tim, v neko širšo organizacijo, recimo zdravstvenega doma, v neko širšo organizacijo, kako je celotno zdravstvo organizirano v naši državi, da se to tako zelo rado zreducira, saj moj zdravnik je pa tak, a ne. S tem, da se pozabi tukaj na odgovornost vseh ostalih, ki sodelujejo v tej zgodbi. Zdaj, moja osebna izkušnja z veliko večino pacientov, s katerimi v teh 20 letih prihajam v stik, je v bistvu pozitivna. No, jaz lahko preštejem, ne vem, na prste ene roke situacije, ko z pacientom nismo mogli najti skupnega jezika. Seveda so bili včasih bolj, včasih manj zadovoljni, včasih ima človek slab dan, včasih ne izpolni nekih pričakovanj, ki jih ima pacient, ampak da bi rekla, da bi jaz sama imela izkušnjo nekih težkih, zahtevnih, zelo konfliktnih, negativnih odnosov s pacienti, moram reči, da izredno redko. Drugače pa je, če pogledaš potem sliko, ki se ustvarja v javnosti. Zdaj, jaz mislim, da je tle en tak velik minus v našem okolju ta, da se je to vprašanje odnosa pacient-zdravnik politiziralo. V družbah, kjer tega ni, ne čutijo potrebe po črno-belem predstavljanju stvari, ki tudi ni, bom rekla, konstruktivno in k ničemur ne prinese, a ne. Zdaj, trenutno v stanju, kot imamo v naši družbi, ima del ljudi veliko potrebo zdravnike hvaliti, drugi del ljudi pa veliko potrebo zdravnike kritizirati in se to nekako polarizira glede na politično pripadnost. Vemo pa, da je zdravnik samo človek, ki zna nuditi neko določene storitve, ki ima neka določena znanja, ki lahko pripomorejo k eni zelo važni stvari, ki pa je zdravje ljudi. Tako da jaz nimam enoznačnega odgovora na to. Zdaj, če pa mene osebno vprašaš, kje vidim vlogo družinskega zdravnika, mislim, da je to ena tako zelo pomembna vloga. Zakaj? Zato, ker je družinski zdravnik, in to je tudi zasluga, predvsem zasluga tistih, ki so postavljali to specializacijo iz družinske medicine, ta, da ima res eno široko znanje in eno zelo veliko veščin za preventivo, za zgodnjo diagnostiko, za to, da so ljudje s kroničnimi boleznimi lahko ustrezno vodeni, ustrezno zdravljeni in konec koncev, če gremo potem do konca življenja, tudi ustrezno paliativno oskrbljeni. In ta vloga je toliko velika, da bi mogli delati vse, da se v bistvu to figuro družinskega zdravnika ojača, okrepi, mu da vse, kar rabi, zato, da lahko strokovno dela, a ne?
Zakaj? Zato, ker je to v bistvu temelj. Tak sistem, kot imamo v Sloveniji, rabi nek svoj temelj, ker rabimo nekoga, da ljudi, ki prihajajo v sistem, usmerja in smotrno napotuje potem na višje nivoje. Če se to ne dogaja, imamo potem preobremenjenost urgenc, imamo preobremenjenost sekundarnega nivoja, imamo prepozno prepoznane paciente, slabo zdravljenje, slabo vodenje. In tukaj gre za, tako bom rekla, zelo utilitaren vidik, ki pa enormno vpliva na kvaliteto življenja v bistvu vseh nas, ne. In iz tega vidika bi bilo zelo važno, da se v bistvu to vlogo prepozna kot pomembno. Zdaj, a je temu tako, ali so odločevalci to vlogo prepoznali ali ne, bi lahko pa diskutirali. Ne, se lahko tudi ne rabimo diskutirati, lahko tudi rečemo, da ne. Ja, očitno do zdaj ne. Ja. Jaz se enako strinjam s to oceno. Se pravi, naš sistem je zastavljen tako, da je v bistvu zelo učinkovit, če imaš popolnega kadrovsko. Se pravi, povsod po svetu je znano, če je sistem z delujočim osnovnim zdravstvom, je najcenejši za državo. Ni nujno, da je najbolj super za paciente, ki se želijo ogromno storitev, ni nujno, da je najbolj super za prodajalce opreme ali pa zdravil, ampak stališča države, ki organizira javno zdravstveni sistem, je pa sistem z močnim osnovnim zdravstvom pač najbolj učinkovit. In meni je hecno, da če se zdaj spomnim našega 13-letnega boja za opozarjanje na probleme družinske medicine, moj izziv bo za naslednjim bo vama, imate čarobno paličko zdaj za 5 minut ali pa za naslednje leto, kaj bi naredila. Bom pa jaz vam že vzel en odgovor. To pa je, da bi pred 10 leti ali pa, če ne pred 10 leti, pa danes, bi ustvaril 200 novih timov družinske medicine v Sloveniji in pol mislim, da bi lahko mi vsi utihnili pa samo zadovoljno delali in nas ne bi noben medij več slišal, ne bi več jaz po Twitterju pisal, recimo, ampak bi užival v delu strokovnjaka družinske medicine. Ampak recimo, Miha, da mi izziv, ko si bolj tak praktičen, imaš čarobno palčko, ne vem, si predsednik vlade ali si minister, ne vem, kaj moraš biti za to, ampak recimo, da bi rekel, zdaj bom pa jaz nekaj naredil v slovenskem zdravstvu, da bo ali popravimo družinsko medicino ali v zdravstvenem sistemu, karkoli, ne vem. To je zdaj kar tak velik izziv, mislim, oziroma velika moč. Tako to. V bistvu, če bi bilo tako enostavno, da bi to v bistvu rekel 2-3 ukrepe, ki bi v bistvu postavili vse na noge, jaz mislim, da je to premalo. To je preveč kompleksna zadeva, da bi jo lahko tako z lahkoto. Ampak predvsem, ki bi morali začeti. Začeti bi mogli, da bi mogli stvari obrniti na glavo. To pomeni, mi zdaj vedno izhajamo iz tega, kaj je dobro za razne izvajalce, pa kako je dobro za nek javni sektor, pa državo in za zakone. Mi pa mogli začeti v bistvu izhajati iz bolnikov, kaj bolniki potrebujejo, kje potrebujejo, kdaj potrebujejo in iz tega graditi sistem okrog njih. To pomeni, taki sistem, ki bi bil grajen okrog bolnikov, bi bil potem, da bi v bistvu bil najbolj optimalen, kaj se tiče dostopnosti, kakovosti obravnave in tudi kvalitet, v bistvu varnosti obravnave. Kje ti vidiš recimo vsak dan, da temu ni tako, da sistem ni tak, kot si zdaj povedal? Recimo imaš svoje bolnike, pridejo vsak dan k tebi in rečeš pač... Zdaj, največji problem pri družinski medicini, kot jaz opažam, je predvsem ta administracija pa zavarovalniški del. Tako kot je Polona rekla, ta trikotnik s politiko je isto trikotnik med pacientom, zdravnikom in zavarovalnico. In to je v bistvu zmaličen odnos, ker v bistvu se posega v partnerski odnos med zdravnika in pacienta nekdo tretji, to je ponavadi pri nas v družinski medicini zavarovalnica konkretno, ki ti omejuje, kaj lahko pacientu predpišeš, kakšne administrativne storitve v imenu zavarovalnice moraš opravljati za tega pacienta in to vse jemlje čas, ki bi ga morala v bistvu zavarovalnica rešiti na drugačen način, kot pa z zdravnikom. Zdravnik, jaz mislim, da je preveč dragocen za pacienta, da bi se ukvarjal z administracijo in zavarovalniškimi pravili. Po drugi strani pa to posega v zaupanje pacienta do zdravnika, da reče zdravnik, veste, to zdravilo je boljše, ampak ga vam zavarovalnica ne prizna, ker pač ne izpolnjujete teh kriterijev. Jaz ne vem, kako to doživljajo bolniki, ampak sigurno ne pozitivno. Mi je zanimivo, niti enkrat do zdaj sem čakal, da postam, ampak niste izpostavila. Recimo, Polona, ti si zaposlena v javnem zavodu, Zdravstveni dom Nova Gorica.
pač delaš kot, za plačo, ne, kot se reče, Miha, ti si pa zaposlen pri koncesionarju. Ne. In to je zdaj velika tema v Sloveniji, pač zasebniki, javno zdravstvo, tako in drugače, ampak v bistvu, ko se pa mi med sabo pogovarjamo, se mi pa zdi, da vsi enako doživljamo, se pravi, enako doživljamo probleme v zdravstvu, izzive v zdravstvu. Kako se vama zdi ta pogled javno-zasebno ali pa zasebniki, javni zavodi v slovenskem zdravstvu? Mislim, ali je to za vaju, kot bom rekel, zdaj pa iz pozicije tega, kako si ti zaposlena, ali je to problem ali ni problem sploh zate konkretno, pa za odnos bolnik-zdravnik? Zdaj, jaz bom izhajala iz primarnega nivoja, ker to poznam. Tako, absolutno. Meni za primarnim nivom je to povsem nepomembno. Dejansko zdravnik, ki dela na primarnem nivoju, ima svoje opredeljene paciente in za njih mora poskrbeti. Poskrbeti mora, tako je v zakonu, tako je po kodeksu, tako je po vseh merilih, znotraj nekih strokovnih smernic. Zdaj, a je ta zdravnik zaposlen v javnem zavodu, a je zaposlen pri koncesionarju, a je sam koncesionar, ali bi bil samo priključen na neko mrežo brez koncesije, pri nas pač to ni omogočeno, ampak tudi to bi bila rešitev, je popolnoma vseeno. Ker ne glede na to, v kakšnem statusu si, ti moraš za pacienta narediti tisto, kar misliš, da je za njega najboljše, na najbolj racionalen način. A ne? Jaz iz tega vidika tudi s kolegi, s katerimi se pogovarjamo, imamo te različne statuse, ne vidim pravzaprav nobene razlike. Mi je pa žal, da se ta izbira omejuje, niti ne iz mojega osebnega vidika, jaz sem čisto zadovoljna kot zaposlena v javnem zavodu in si za sebe niti trenutno ne želim nobene spremembe. Škoda mi pa je, ker v bistvu se z mladim na ta način sporoča, da ne bojo imeli izbire. A ne? S tem, ko se omejuje koncesije, se zmanjšuje krog tistih mladih, ki bi se mogoče odločili za delo na primarnem nivoju, vendar ne v obliki taki, da bi bili nekje stalno zaposleni. Mladi so povedali, da si želijo več fleksibilnosti, da si želijo, da bi imeli možnost različnih oblik zaposlitve, konec koncev grejo trendi svetovni v to smer, tudi v drugih strokovnih branžah, v drugih področjih. In meni je škoda, da zaradi nekega, ne vem, miselnega kalupa politika vztraja na tem, da je to edina merodajna, prava pot, kljub temu, da ni nikakršnega dokaza, ampak res nikakršnega dokaza, da bi bila ta oblika kaj boljša od katere druge. No. Če bi bila jaz odločevalec, bi rekla, odprimo tukaj stvari. Družinska medicina ni veja, ker bi nekdo služil na veliko, to ni veja, ker boš ti imel milijonske dobičke. Prodal veliko materijala. Ja, nimaš dobaviteljev, ki bi neke ti milijonske stvari prodajali. Tudi, bom rekla, je enostavna, a ne? Enostavna v smislu organizacijske. Družinska medicina je tim, zdravnik, medicinska sestra, pa diplomirana sestra, nekje imajo pa zraven še administratorko. Se pravi, maksimum tim 4 ljudi, a ne, ki mora poskrbeti za svoje ljudi, in za tim 4 ljudi res ne rabiš imeti nekega vrhunskega menedžmenta, ki bi skrbel, da vse to poteka. Ne. Je to neka celica, ki skrbi, zaprta celica, ki skrbi za svoje ljudi. In iz tega vidika ne vidim potrebe po tem, da se omejuje izbiro in da se omejuje število kandidatov, ki bi se za to odločali. No. Ja, to je, mislim, se strinjam, to neverjetno. V pogojih, kjer bi pričakoval, postrgali bomo vse, kar bi bilo vsaj približno pripravljeno delati v družinski medicini, a ne, ali pa na osnovnem zdravstvu, se dela omejitve, brez utemeljitve. Brez utemeljitve. Saj, če bi nekje bila neka študija, nekje nek podatek, nekje, da bi rekli, lejte, zmerili smo, pa je tako in tako, ampak ni. V bistvu ljudje niti ne vejo. Marsikdo od pacientov, ki je opredeljen pri zdravniku koncesionarju, ne ve, da je opredeljen pri zdravniku koncesionarju in misli, da hodi v zdravstveni dom, pač k zdravniku, ki je zaposlen v zdravstvenem domu. A ne? Tako da... Miha, poleg tega si ti še predsednik Združenja zasebnih zdravnikov, ne, pa bi res ta vidik, ta odnos do bolnikov, ker se kadar pripisuje, češ zasebniki, to so zaslužkarji na bolnikih, ne, oni ostali pa vsi svetniki, ne, ampak tako, kako ti pogledaš na to izkušnjo? Polona je zelo dobro povzela. Ne? Dejansko odnos zdravnik-bolnik je partnerski odnos med dvema osebama,
ki temelji na strokovnosti, varnosti in kakovosti obravnave. In pika. In to je to, kar je pomembno. In tako kot je Polona rekla, niti v tujini, niti ena študija ni pokazala razlike, ali pacient koristi storitve pri zasebnem izvajalcu ali pa pri javnem zavodu. Ampak je važno, kakšen je ta partnerski odnos in kakšno je v bistvu vzpostavljeno zaupanje in kakšna je sama kvaliteta in varnost te obravnave. In to nima veze s tem, kdo je financer, ali je financer zavarovalnica, ali je financer kot samoplačnik, ali je to mešani sistem, ali je ta zdravnik zaposlen v javnem zavodu ali v zasebnem izvajalcu. To v bistvu sploh ne igra vloge pri tem partnerskem odnosu in to hočemo mi ves čas tudi odločevalcem dopovedati, vsem odločevalcem v državi, da v bistvu zakonu ne sme pisati, da se spostavlja sistem, ki temelji na nekem omejitvi zaposlitve, manjši fleksibilnosti, zapovedovanju delovnega časa, zapovedovanju, kako morajo zdravniki delati v smislu organizacijsko. Ampak te stvari so v bistvu nepomembne, ker najbolj pomembno je, da je zdravnik oziroma ta tim, tudi z medicinsko sestro, da je zadovoljen na svojem delovnem mestu, da ima čim bolj proste roke, kar se tiče organizacije in ostalih pogojev dela, in da se lahko posveti temu partnerskemu odnosu, ki pa dejansko potem pomeni neko pridobitev za paciente. Ne? In lahko si ti po zakonih zaposlen kjerkoli, pa vse na papirju je čisto, če se ti ne posvetiš pacientu tega ne bo imel nič. Ne? Tako da v bistvu ta zakonodaja, pa te spremembe zakonodaje ne rešujejo tega problema, da se v bistvu poveča zadovoljstvo zaposlenih, da se izboljšajo pogoji dela in da v bistvu se gradi na tem, da se spostavi boljši partnerski odnos, ki tudi potem ta slab partnerski odnos vodi do konfliktov, do komunikacijskih šumov in potem pač imamo tudi zgodbe v javnosti, ki jih pač imamo. Ne? Tle si izpostavil, se pravi, ta omejitve, ki jih imamo zaradi, pa ta partnerski odnos, ki jih imamo zaradi prevelike količine pacientov. Ne, se pravi, zdaj smo malce hotel skočiti na to našo središčno težavo, ki mislim, da vsi imamo, in tudi konec koncev, če si pogledal ankete študentov medicine, kaj so označili problem družinske medicine, zakaj se ne bi odločil prevelike obremenitve. Ne. In zdaj se vsi mislijo, družinski zdravniki so samo neki leni tam, ki ne želijo delati. Ne. Ampak mi sami vsak dan vidimo, jaz sem včeraj recimo 123 obravnav, ne, mislim, pa sem že pred leti rekel, da ko mu enkrat čez to da odpoved, ampak sem se nehal zdaj te obljube držati. Ampak kaj dejansko se mi zdi pomembno izpostaviti, kaj pomeni za pacienta to, če smo mi preobremenjeni. No? V čem je problem to, da imamo take velike količine ali pa frekvence bolnikov v naših ambulantah? Mislim, se mi lahko damo tudi na 200, se ni problem, to mi zmoremo, ne? Ampak v čem je problem? Ne smemo nehati opozarjati to, kje je problem teh obremenitev, in ker želja je pa stalna, da bi, se veste, če ni zdravnikov, bomo pa tisti, ki smo še več delali, pa bo vse lepo in prav. In se mi zdi prav vsake toliko časa spet zabrenzati, reči, lejte, če bomo nadaljevali v tej smeri, napačni, bo problem ta in ta in ta. Malo se že prej ponovno ste odprla, ne? Problem prelivanja na potem na urgence, pa sekundarna raven, ampak da mi rekel čisto osebno, ko ti imaš bolnika pred sabo, kompleksnega, kaj te frustrira, če imaš prevelike obremenitve? Ja, sej jaz le sploh ne bi govorila, v bistvu bi se izognila na izrazu prevelike obremenitve, ampak v bistvu to bi poimenovala, da imaš preveliko frekvenco pacientov, ker ti imaš lahko v istem časovnem obdobju, pa vzemimo 6 ur ordinacijskega časa, pa imaš lahko v tem času 12 pacientov, nek norveški standard, ali pa jih imaš 123, kot si rekel. Ti boš delal 6 ur. V obeh primerih delaš 6 ur, se pravi, obremenjen si v bistvu časovno popolnoma enako. Plačan boš tudi 6 ur. Zdaj, za vprašati se je, kaj ima od tvoje obravnave pacient v prvem primeru, se pravi, ko se mu posvetil pol ure, in kaj ima pacient od tebe v tistem drugem primeru, ko je bil ne vem koliko minuto ali 2 minuti na razpolago, pač odvisno, kaj z njim delaš. Zdaj, če je naš cilj to, da ima vsak pacient svojega osebnega zdravnika, smo zmagali, s tem, da ima zdravnik 123 obravnav v svojem ordinacijskem času, ampak država ne vzpostavlja zdravstvenega sistema in ne plačuje zdravnikov za to, da so kljukice ob pacientih, da imajo svojega zdravnika. Naj ne bi, ne? Ni cilj
zdravstva to, da ima pacient osebnega zdravnika. Cilj primarnega zdravstva je to, da ima pacient zdravnika, ki se mu lahko posveti takrat, ko ima on za to potrebo, in to toliko časa, da to potrebo ustrezno naglasi. Če imam jaz pred sabo bolnika, ki potrebuje pol ure mojega časa in ga obdelam v 5 minutah, ga obdelam slabo. Saj lahko pacient niti vedel ne bo, da sem ga obdelala slabo, bo sicer rekel, dan se je spet mudilo, pa bila je slabe volje, pa nič nisem uspel povedati, verjetno ne bo zadovoljen s to obravnavo, ampak ta pacient ne bo vedel, kaj vse bi jaz mogla pri njemu pogledati, kaj vse bi mogla v bistvu pomisliti, kam vse bi ga mogla napotiti, kako bi mogel priti nazaj, da dodelava, kako bova odtle naprej. Pa tudi ne bo vedel, da sem mogoče pri njemu nekaj spregledala, dokler ne bo to že zelo pozno, ker bo imel neke težave. Se pravi, če je naš cilj to, da imamo nek dostopen, kakovosten in varen sistem, ne moremo siliti zdravnikov, da imajo za pacienta na razpolago 3 minute. Če pa je naš cilj to, da ima vsak pacient svojega zdravnika, je pa to čisto okej. Ampak potem se mi zdi pa nekorektno od strani predvsem politike in zavarovalnice, da zahteva od zdravnikov, da delajo strokovno, ker obojega se pa ne da. Obojega se ne da se delati hitro, prehitro in strokovno, ne da se delati prehitro in hkrati varno, ne da se delati prehitro in hkrati kakovostno. In tukaj smo zdravniki zakonsko, pa tudi moralno obvezani samo do tistega pacienta, ki je pred nami. Jaz sem odgovorna 1 na 1 na tistega, ki je tukaj pred mano, in če on rabi od mene pol ure, jaz si pa vzamem 5 minut in ob tem spregledam važne simptome, pomeni, da sem naredila strokovno napako. Nihče ne bo vprašal, zakaj pa ste si vzela samo 5 minut. Vzela ste si premalo časa in ste to spregledala. In to je ta naša bolečina in ta naša večna frustracija, ker delati na tak način, da hitiš, da si ne moreš poglobiti, da ne moreš strokovno v bistvu iti tako daleč, kolikor bi si želel, da ne moreš uporabiti svojega znanja, svojih veščin in konec koncev tudi svoje človečnosti, če ljudi podiš iz ambulante, jemlje eno, bom rekla, veselje do dela, in je en tak močen moment, ki vodi tudi v izgorelost. Ne zato, ker delaš preveč, ampak ker delaš prehitro, slabo in se tega zavedaš. Ni vzrok izgorelosti to, da delaš preveč ur. Saj delaš enako število ur. Vzrok izgorelosti je to, da v tem delu počasi ne vidiš več nobenega smisla, da to delaš kot robot, da delaš to brez empatije in da zaradi tega v bistvu zmanjšuješ tudi to svojo občutljivost za to človeško plat. In zato bom jaz, pa če bom še 50 let delala, govorila ves čas isto. Za dobro delo na primarnem nivoju rabimo čas. Ker mi imamo oči, imamo ušesa, imamo roke in tukaj se počasi naša diagnostična orodja končajo. In od tega je v bistvu odvisno vse, ampak če hočem to uporabiti, rabim pa čas. Ja, in tukaj nas umetna inteligenca ne more nadomestiti. V marsičem nas lahko, jaz sem vesela umetne inteligence, meni se zdi to eno zelo uporabno orodje, seveda za zdravstvo se mora še nekoliko dodelati, ampak ljudje, bom rekla, potrebujejo tudi človeški stik, vsaj še tisti, ki niso domorodci za umetno inteligenco. Vse lahko, da bojo mlajše generacije na to imele res čisto drugačen pogled, ampak jaz recimo delam v domu upokojencev. Umetna inteligenca bi se za oskrbovanci doma upokojencev trenutno še zelo težko pogovarjala. Bi jim pa diagnoz polno povedala, ne? Polno in optimizirala terapijo tudi, ampak še zmeri v trenutni fazi mislim, da tega dela ne more opraviti drugi kot en človek, ki ima čas za to delo. Mislim, to mi zdaj, seveda bi se 1 uro lahko pogovarjali zdaj o teh vidikih, ne, ker je to tako moderno, ampak vsem, Miha, tako bi rekel, ta zasebniki se vedno optimizirajo delo pa to, ne. Kje se ti zdi, da so rezerve recimo tako pri našem delu sploh? Mislim, časa ni, ampak po drugi strani jamramo o balastu, po bronitvah, ne. To vse pomeni, mi moramo imeti neke predloge, da naš čas optimiziramo, ne, se pravi, da tako, to se mi zdi, da se premalo o tem pogovarjamo,
Vsi neki sanjamo, neke take utopične, ne, ali razpisujemo ogromno število specializacij, ali kar upamo, da se kar nekod pojavil interes za zdravnike ali stojine, karkoli. A v bistvu v resnici smo samo tisti, ki smo tukaj in pacienti tisti, ki so in moramo ta naš čas nekako organizirati. Ne, tukaj pa je ta management, ki si ga prej omenila, se pravi znotraj tistega 6 ur. Kje se ti zdi, no, da mogoče vsem, da malo stihijsko vztrajamo, ker tako, če jaz pogledam naše delo v zadnjih 15 letih, tle ni bilo neke inovacije, take bi rekel, da bi rekel, pred 15 leti smo delali tako, danes smo pa nek cel kup novih postopkov uvedali in zdaj pa to čisto drugače. Ambulanta naša je danes čisto drugače zasnovana, pa čisto drugače postopki tečejo kot pred 15 leti. Ampak se mi zdi, da zasebniki ste vseeno malo pa imate tožilce za neke povečanje učinkovitosti, povečanje tega. Kje ti vidiš, no, tukaj eno priložnosti v naših ambulantah? Zdaj, v bistvu samo izboljšanje učinkovitosti poteka ves čas, ta dinamični proces, ne, ki ga v bistvu sproti popravljaš vsak pri sebi, pri svojem delu. Ne. To bi mogoče rad omenil, da je to, kar je Polona na začetku rekla, da delujemo mi v ambulanti kot neka mikrocelica, znotraj katere smo pač po svoje organizirani. In to je zelo pomembno. Jaz mislim, da družinski zdravnik brez kompetentne in dobre sestre, medicinske sestre, je v bistvu zelo si bogi, ne. In obratno, ne, sestra, ki pač ima slabše, počasnejšega moče zdravnika ali pa nezainteresiranega, si je tudi boga. In tu ta tim, mislim, da je najbolj fajn, če je ta tim uigran in da pač ve, kaj kdo na kak način dela, da se ne zgublja čas za sporočanje informacij med zdravnikom in sestram, ampak da to poteka brez besed, dobesedno, ne, da je komunikacija v bistvu znana, ne. Tu se da recimo prihraniti dosti časa, ne, da imaš dobro igrano ekipo, kjer vsi delajo pač organizirano in enotno, tako da jaz to srečo imam, ne. Druga stvar, ki pa dosti pomaga, pa je digitalizacija procesov, ne. To pomeni, da čim manj nekih ročnih vnosov, čim manj nekih ročnih prestavljanj papirjev in tako dalje, ampak da vse poteka digitalno. Idealno bi bilo, da bi recimo z umetno inteligenco imeli računalniški sistem, ki bi že avtomatsko recimo vključil v anamnezo, v kartoteko neke stvari iz vidov, iz laboratorija in tako dalje, da v bistvu, ko pride tebi pacient notri, imaš ti že v bistvu pol stvari pripravljenih, napisanih, recimo, da te tudi opozori na določene stvari, ne, pri tem bolniku, recimo umetna inteligenca lahko zelo dobro analizira zdravstvene kartone in ti reče, ja, pri tem bolniku pa že recimo 3 leta ga nisi poslal na nek pregled, pa bi ga mogel že 2 leti nazaj, ne. Da te take stvari opozori v bistvu v kratkih sporočilih umetna inteligenca, ti zelo čas prihrani, da nareš ti brskati po kartoteki in iskati teh zadev, ne. Zdaj pač to delamo, jaz imam sicer digitalno kartoteko, kar je velika prednost napram papirnati, ker pač tam notri v search napišem, v iskalnik napišem, ne vem, kardiolog in mi vrže vse v bistvu datume, kdaj je bil pacient pri kardiologu in takoj vidim, ne rabim jaz nikjer drugje iskati, ne. Ali pa recimo, ne vem, določen parameter laboratorijski, pa takoj vidim, kdaj je recimo bil upravljen, ne. To ste redki, ki imate, to sam povem. No, ja. Ampak tu jaz vidim prednost. Mi poznava, da temu ni tako, ne. Ja, tu jaz vidim pač prednost, kako lahko čas prihraniš, ampak še vseeno, če iz tega dobiš iz 3 minut, 4 minute, še nisi naredil nič, ne, ker pacient, ki pa rabi pol ure, mu pa tudi to ne bo pomagalo, ne, da bi ga strokovno obravnaval, ker toliko časa pa ti tudi ne prihrani, ne. Je pa vemo, da vsi medicina se razvija, ne, vedno več zdravljenja se prenaša, na primer, ne, noben od nas ni, ko smo končali fakulteto, ni bilo toliko recimo zdravil za zdravljenje sladkornih bolezni v obliki tablet, kot je zdaj, ne, zdaj v bistvu gremo že do 4-tirne peros, v bistvu v obliki tablet terapije za zdravljenje sladkorne bolezni, preden grejo bolniki na recimo na neko drugo, ne. Zdravnikov pa je manj, pa časa je manj, ne. Zdaj, če hočeš te bolnike kvalitetno obravnavati, moraš jih vsake toliko časa imeti v laboratoriju, v ambulanti, v referenčni ambulanti, voditi te dejavnike tveganja, voditi te presejalne preglede za diabetično stopalo, za ultrazvokratni žil, okulista. Mislim, ogromno dela imaš z njimi, ne. In seveda, tako kot je Polona rekla, potem kaj narediš, ko enkrat prideš do te stopnje, da ne moreš več dovolj varno samo obravnavati paciente, jih pač napotiš na sekundar, ne. In dosti zdravnikov, jaz priznam, da dosti krat dam kako napotnico ali tudi recimo pacienta presmerim v urgentno internistično ambulanto, zato ker enostavno je to za njega tisti trenutek bolj varno, kot pa da se jaz 5 minut z njim ukvarjam, ker še pač je toliko drugega dela, pa toliko drugih pacientov, pa karkoli spregledam, ne. In pač
napotitve so zato namenjene v bistvu za varno obravnavo pacientov, ne? Ker kot družinski zdravnik pač probaš čim bolj varno obravnavati svojega pacienta, ne samo strokovno, ampak tudi varno, in potem ga pač tudi kdaj pošleš na urgenco, če bi pa mogoče imel 1 uro časa, pa ga ne bi rabo poslati na urgenco, ne? Ampak ga pošleš, ker je v tistem trenutku to bolj varno za njega, kot pa da bi si vzel samo 5 minut, ne? Mislim, da so potem kolegi na urgenci upravičeno pač slabe volje ali pa recimo nezadovoljni, ne? Ampak noben družinski zdravnik ne pošlje zato, ker pač bi imel prazno čakalnico, pa ne bi nič delal, ne? Da pošlje na urgenco, ne? Bomo še prišli do teh mitov. Ampak Milo, fajn prej, noben od vaj ni rekel, kaj je najbolj težko ali v medicini ali pa družinski medicini, ampak se tudi med vrsticami sem tako in tudi sam sem tako se spomnil, ne, da v bistvu nikoli ni največja težava zelo bolan bolnik. Mislim, hočem reči, bolezen nikoli je vedno izziv in zadoščenje, ko pomaga. A ne to, hočem reči, kdaj rečejo, joj, družinski zdravniki verjetno se bojijo nekih hudih bolezni, težav, ker pol pa ne vem kaj. Ne? Pa v bistvu ravno obratno. Mi nimamo zadoščenja zaradi tega, ker imamo premalo časa, da bi se kompleksno ukvarjali z bolnikom in, ali pa na urgenci, ne. V bistvu se vsi bojimo hudih primerov, ampak hkrati si pa najbolj zadovoljen takrat, ko nek zapletena pa nevaren problem rešiš, ne. Mislim, hočem reči, tisto, kar se morda nam očita, češ odrivamo težke stvari, pa se hočemo ukvarjati z neki ravno obratno, ne. Se pravi, mislim, da je prav v vsakem zdravniku to, da mu je bolan človek v stiski, mu je ne bom rekel izziv, ampak ja, v tem smislu trigger za to, da odreagira s svojim znanjem in pomočjo. Tako, ta vidik, no, kaj ti daje zadoščenje v poklicu, prej si rekla, 600 delaš školi drugače, ali 130 pacientov ali pa 25. Ampak na kar bi mogli biti pozorni, ostali je, da to zadoščenje strokovno ti dobiš in pri delu z 25 ali pa 20 ga dobiš bistveno več, kot pa pri delu s 130. Ja. No, in kot jaz sem pri tistem rekel, ne, da v bistvu je zadoščenje največje to, da z svojim znanjem, odrekanji v času študija, veščinami, z vsem, kar premoreš, da v bistvu z medicino, z znanostjo, ne, nekomu vrneš to, kar mu je narava dala, pa usoda vzela. Ne. In to je enostavno povedano. In to nam je vzeto, v bistvu nam je to prevečkrat vzeto v družinski medicini. Tisti strokovni del, ki ga mogoče smo ga najbolj želeli si, ne, največji izziv je bil in ga v bistvu polo poklical, žal največkrat ne dobimo ravno zaradi teh frekvenc. Ne? Ja, jaz mislim, da je to prav vprašanje smisla. Ne? Vsako delo, ki ga ti lahko kot oseba osmisliš, ti ne bo težko. Tako. Ne? Ti ne bo težko. Tako, ja. Ne glede na to. Če pa v nekem delu ne vidiš smisla, zato ker gre za neko rutinsko ponavljajoče se administrativno delo, ki bi ga lahko en šestošolc naredil, a ne? In tega imamo mi ogromno, ti pa vzame, zato ker je to toliko in toliko, taka frekvenca, ogromno časa, te to jezi in te to jezi iz dneva v dan. Tudi če miselno nekako se potem že sprijazniš in rečeš, ok, pač tako je, tako bom delal, ampak ti spod zavesti vam buta, v bistvu ta jeza, ta gnev, ta naveličanost tega, ker se čuti zlorabljen. Ti znaš marsikaj, ti bi rad to počel, ti si v bistvu plačan tudi za to, da to počneš, potisnejo pa te v pozicijo nekoga, ki klika, ki podvaja neke podatke, tisti, ki nimamo sreče, da bi imeli dober informacijski sistem. Gledamo krogce, ki se nam vrtijo, prepisujemo podatke z računalnika na papir, iz papirja na računalnik, ne moramo izpolniti napotnice, ker ne pusti priponke dati zraven. Mislim, nastane en kup takih situacij, ki jih en zunanji, se tudi ni nobenega smisla v tem, da bi pacienti o tem sploh karkoli vedeli, a ne? Ampak hočem povedati, imamo en kup strokovnjakov, ki bi svoje delo morali posvečati temu, za kar so tam, jih pa ta država, jih ta sistem sili biti v bistvu klikarji. Ne? In to je v bistvu glavni problem, zakaj ljudje uhajajo iz družinske medicine, iščejo druge variante in zakaj tudi marsikateri mladi, ki pride vse imamo študente, imamo pripravnike, imamo specializante, veliko mladih kroži po naših ambulantah in marsikdo od njih reče, saj družinska medicina je lepa, ogromno veste, ogromno lahko naredite, ampak mi tega ne bomo delali. Sploh, ko pride v ambulanto, ker vidijo te še stare rumene kartoteke, skupaj, mislim, izvidel noter, se spomnim, lani me en pogleda in reče, pa vi dejansko iščete stvari po tem papirju in jaz rečem, ja, in me je malo sram in
sem mu prebravila v očeh, pa to je 50 let nazaj, a ne? Meni pa reče, da preveč gledam v ekran potem, veš, to je pa obratno. Ne? Ja. Ne, tako se mi zdi, da tako blizu smo, vseh zadnjih 10 let, 15 let, tako blizu smo neki idealni prelomnici, da bi se vse obrnili v neko super, a ne, se strinjate tako, da družinska medicina je najboljša specializacija ever, če imaš te delovne pogoje, ki smo jih omenjali, porejene. Kraljevska specializacija. Tako, in v strokovnem smislu, in blizu si ljudem, in dobiš nazaj od ljudi tisto. Ne? In hkrati nemogoča, če so ti pogoji taki, kot jih mi doživljamo. In meni je hudo, da tako blizu smo temu, da bi imeli idealne razmere in da bi se študenti komaj čakali, da bi postali družinski zdravniki. Ne? Za zaključek smo pa hoteli tak, mi rečemo pop quiz, ne pa ni, se pravi hitri quiz. Izbral sem si te predsodke ali pa neke izjave o družinskih zdravnikih, ki smo jih nabrali po družabnih omrežjih, ker to je zdaj pač moderno. In bom tako ena po ena bosta pač demantirala, pa se strinjala z določenimi trditvami. Največkrat seveda so tudi potrdili, da so nasprotujoče si. Recimo zdaj bomo prvi par trditev bo ta. Družinski zdravnik itak samo na potnici piše, drugega ne zna. Še to bolj slabo. Ja. No, drugi pravi, po kolenih moraš izprositi tisto napotnico pri zdravniku, da končno nekam priješ, če ga ne bi bilo, bi jaz prišel kamorkoli bi hotel do specialista. Evo, ta dilema. Pišemo preveč napotnic, pišemo premalo napotnic. Hiter komentar. Ja, kaj naj rečem? Fino bi bilo, da bi imel dovolj časa, da bi pri pacientu naredil vse, kar lahko in znaš narediti. Jaz to pravim zmeri. In jaz tudi pravim, da če bi to lahko naredil, pa če bi ti bila dostopna neka osnovna diagnostika, bi tudi napotovanje na sekundarni nivo bilo bistveno manj, ker bi marsikaj že sam izključil in dejansko te potrebe ne bi bilo toliko. A ne? To si tisto, ko napotuješ, ker imaš premalo časa. Zakaj pa ne izdaš napotnice? Ne, sej. Zdaj v bistvu treba ločiti napotnice, te, ko je Polona omenila, pa recimo diagnostične napotnice. Ne? Diagnostične napotnice so celo dobrodošle, da jih izdajamo. Ne? To pomeni za razne radiološke preiskave ali pa recimo storitvene dejavnosti, kot je pregled pri kardiologu, ultrazvok srca in tako dalje. Ne? To so v bistvu napotnice, ki so celo zaželene, zato da pacienti pač so dobro vodeni, predvsem kronični bolniki. Ne? Zakaj pa ne izdaš napotnice? Zato, ker velikokrat imajo pacienti neke svoje predstave, ki so jih nekje prebrali na nekem forumu, ali pa celo, recimo velikokrat pridejo pa reče, da je sosed mu svetoval, naj opravi to preiskavo. Jaz pač točno vem, da ta preiskava ne bo njemu nič prinesla in da je boljše, da gre na eno drugo preiskavo, ali pa da sploh preiskava ni potrebna in potem pač pacient misli, da mu nočeš izdati napotnice, ampak ne moreš ti, zato ker je sosed njemu svetoval, ti pa za svojim znanjem medicinskim in specializacijami in izkušnjami točno veš, da niti procent ni tega resnice, kaj je njemu sosed svetoval, ne? Da niti ne pozna njegove bolezni, niti njega kot celostnega pacienta, ampak da je pač to bilo nekje tak mimo grede rečeno in se to pacienti prevečkrat potem primejo in to je pa to, kjer moraš igrati na to karto zaupanje, zdravnik, pacient, ta partnerski odnos, ki pa spet je rušen se strani zunanjih vplivov, ne? In je premalo se dela na tem, ne? In potem pacienti rečejo, ja, noče mi izdati napotnice, ne? S tem, da jaz tukaj bi zelo poudarila, resne analize tega pa nimamo, ne? Ker mi bi morali izhajati tukaj iz podatkov. Vse lahko dejansko res napotujemo preveč, lahko pa tudi dejansko res napotujemo premalo, ne? Ampak tle bi bilo zelo fajn izhajati z nekih realnih podatkov, ki nam pa v bistvu manjkajo. Realni podatki so to, da v 80% primerov ne napotimo naprej, najmanj, ne? Dobro, kar je čisto to bi mogli za tiste, ki skrbijo za zdravstveni sistem, kar biti pomembna informacija, ker to pomeni, da bi sicer vseh teh 80% šlo na sekundarno raven, ne, recimo, če ne bi družinskih zdravnikov. Ne. Ja, ampak jaz, kar hočem mogoče tle še dodatno poudariti, je, da nam sploh v medicini manjkajo podatki, sprotni podatki o nekih kazalnikih. Tega v bistvu nimamo, da bi imeli v bistvu mi dostopne podatke o lastnih napotitvah, o lastnem predpisovanju zdravil,
ažurno, da bi videl, kako se lahko primerjaš z Utežena ostalimi. na populacijo svojo, Seveda, pač se to se da vse preračunati. Zakaj? Zato, da bi se tudi ti, kot zdravnik, znal orientirati, kje si, a greš po neki pravi poti, a je mogoče pri tebi neka deviacija, ki bi jo mogel popraviti. Manjka nam v bistvu ta feedback, mi delamo, ampak iz vseh svojih sistemov in od vsega tega klikanja, vnašanja podatkov, pa nimamo nobenega vpogleda v bistvu v to, kako delamo, a delamo dobro, a delamo slabo, kaj je pravzaprav dobro delo, kaj je pravzaprav slabo delo, in brez tega zelo težko govorimo potem o nekem varnem, kakovostnem delu, razen na neki populacijski ravni, ker se pač zbirajo ti podatki na populacijo. No, to jaz pogrešam. Naslednja. Vprašanje. Čakalnice so vedno prazne v zdravstvenih domovih, a ne? Pa telefon zvoni v prazno cel dan, verjetno klepeta zdravnik s sestro na kofetu. Jaz bi si želela v bistvu, da bi bilo tako, da bi bila čakalnica vedno prazna, pa da v njej samo en človek, ne? Ker je to v bistvu pokazatelj neke urejene ambulante, se pravi človek, ki pride in je naročen, naj bo pregledan ob terminu, ko je naročen. In ko konča, naj gre in ne pride na vrsto en drugi človek. Jaz, če vidim polno čakalnico, je to zame znak ene neurejene ambulante, ker pomeni, da je preveč ljudi naročenih ali pa da hodijo nenaročeni, ne eno, ne drugo ni v redu. Zdaj, kar se pa tiče seveda tega očitka, kaj dela zdravnik, ko nima pacienta v ambulanti, ker to se ponavadi nanaša na to, je pa dejansko mogoče ljudje premalo vejo, da imajo zdravniki tudi en kup administrativnega dela, oziroma se ni samo administrativno, je tudi strokovno delo, ki ga morajo narediti takrat, ko pacienta ni, ker morajo to narediti v miru, ker se morajo posvetovati specialisti, ker morajo pregledati izvide, ker morajo pripraviti določeno dokumentacijo. In jaz recimo, ki delam v domu upokojencev, verjetno vsaj polovico časa delam brez pacientov, in mogoče je to premalo, bom rekla, ozaveščeno, to je kar nekako logično, recimo, da ima center za socialno delo neke uradne ure, pa druge ure, ko se dela karkoli drugega, pa da ima upravna enota neke uradne ure, pa ure, ko delajo brez strank. Enako je pri nas, imamo en del dela, ko se dela s pacienti, ni pa to edini del zdravniškega dela, ampak je v bistvu en velik del zdravniškega dela tak, ki ga mora zdravnik opraviti brez pacienta. Telefon zvoni v prazno. Zdaj mogoče bom jaz izhajal kar iz moje ambulante. Mi imamo povprečno, tako na uro gledano, med 5 in 10 klicev, ponedeljek pač še dosti več. Medicinska sestra, ko pač lahko dvigne telefon, če ne more dvigniti, vedno vse klice vrne. Na koncu ambulante so vsi klici vedno vrnjeni. Zakaj pa ne dvigne telefona? Ker ko se pogovarja z drugim pacientom, ki je v ambulanti, ne more vmes seveda telefonirati. Ko dela prevez, ne more telefonirati. Ko snema EKG recimo, ali pa dela gleženjski indeks, tudi ne more telefonirati. Ko pripravlja pacienta za to, da pride k meni v ambulanto, da mu meri pritisk, spet ne more telefonirati. In zato pač pacienti mislijo, da kaj pa ona dela, ampak medicinska sestra je tam v bistvu kot en multipraktik, ki mora skrbeti za vse to, kar sem naštel, pa še telefon bi mogla dvigniti 10-krat na uro, ne. Pol bi bili vsi zadovoljni. In zato v bistvu pacienti dosti krat ne dobijo pri prvem klicu ambulante, ampak se pravim, pri nas je tako, da so navajeni, da če enkrat pokličejo, je dovolj in potem se klici vračajo. Tako da z tega vidika nimamo težav. No, tukaj bi jaz mogoče poudarila prav to odgovornost tistega, ki je nosilec ambulante v smislu menedžmenta. Ne, zdaj, če je to javni zdravstveni zavod, je to vodstvo zdravstvenega doma, zdaj, če koncesionar seveda mora sam za to organizacijo skrbeti. Ta telefonska dostopnost se da rešiti, a ne, se da rešiti s tem, da se klice vrača nazaj, se da rešiti, da se neklicni center vzpostavi, a ne. Ni pa to stvar, ki bi jo mogel vsak zdravnik posebej v zdravstvenem domu urejati, ne. Tukaj jaz mislim, da se premalo poudarja tudi to, da če imamo mi neko ustanovo, je pač vodstvo ustanove tisto, ki mora za logistiko, komunikacijo poskrbeti, a ne. Se tudi v nekem podjetju, katerega kličeš, se ne javlja inženir na telefon, a ne, se javlja neka tajnica, ima neko službo, ne. Tukaj se vedno, bom rekla, ko je problem, se vedno pokaže s prstom, jaz zdravnik noče se javiti na telefon, zdravnik me ni hotel skrbeti, ne. Ampak v bistvu mi se moramo zavedati, da zdravnik je tisti zadnji v vrsti, katerega naloga je, da odgovarja na zdravstvene, strokovne potrebe teh pacientov,
ves ostali kader je pa tisti, ki mora poskrbeti za logistiko, zato da ta pacient pride v pravem času do zdravnika. In logistiko mora nekdo urejati. Vsaka ustanova ima svoje vodstvo in vodstvo ustanove je tisto, ki mora prvič organizirati, dati pogoje za to, da bo lahko to teklo, in tretjič preverjati, ali je osebje dela skladno s tistim, kar so organizirali. A ne? In prav v tem so v bistvu pa so razlike v Sloveniji. Ne? Recimo, če pogledaš, plača je pravzaprav enaka v Tolminu, v Ljubljani, v Mariboru, ampak zdravniki se pa vseeno odločajo, nekje je bolj popularno se zaposliti, nekje manj. In se mi zdi, da ta vidik, ki si ti povedala, je pa tako imeno, ne vem, kako to rečemo, prav ta vzdušje v delovni organizaciji, ne, ali pa menedžerski talent, ki ga posamezna organizacija ima, da omogoča vse v tistih okvirih, ki so vsem enake razlike, pa vendarle večjo privlačnost. Ne? Ja, tako, zdi se mi, da se premalo govori, mogoče tudi zato, ker je to zdaj toliko spolitizirana tema, ne, da se premalo govori o vsebini in prav o teh procesih dela in o tem, da v bistvu se da stvari reševati na različne načine, da tukaj ne gre samo za menedžerski talent, ampak dejansko znanja, da gre za nek know-how, ki je po Sloveniji različen in tudi ljudje imajo zelo različne izkušnje, ne, zdravstveni domovi. Nekateri so odlično organizirani, ni nobenih pritožb, nekje pa res to prepuščeno zgolj in samo, kako se znajde tisto osebje v ambulanti, ampak z nekimi, bom rekla, pristopi, ki dokazano učinkujejo, lahko ta organizacijski del bistveno izboljša prav vodstvo zavoda. Zdaj govorimo o zavodih, ker koncesionarji so ponovadi manjše organizacije in se dejansko lažje organizirajo. Ne? Zdaj ti veliki domovi, zdravstveni domovi, pa niso, bom rekla, v lasti zdravnikov. Ne? Niso zdravniki tisti, ki so odgovorni, kako funkcionira zdravstveni dom, ampak so zato postavljeni nekdo drugi, ki pa seveda morajo potem tudi nadzirati, a se posamezne ambulante obnašajo skladno s tistimi pravili, s tistimi vrednotami, ki so jih postavili. Ker marsikdaj so pritožbe pacientov tudi upravičene. Marsikdaj ne dobijo pravih informacij, marsikdaj so ambulante nedosegljive, marsikdaj ne pokličejo nazaj, ampak to ni stvar zdravnika. Zdravnik je tam zaposlen zato, da ljudi zdravi, vsa ostala logistika pa mora biti pokrita s strani organizacije. Še ene teme se nismo dotaknili, ne? Pa je tudi ena izmed teh tabu tem oziroma očitkov, ki je, recimo, te, ki so direktorji, ne, ali pa delodajalci, vedno rečejo, družinski zdravniki nekritično dajo bolniške staleže en čez drugega in obratno seveda bolniki rečejo, sploh ne, bolan moram delati, ne, bolan moram iti v službo. Se mi zdi, da se nismo dotaknili ene teme, ne, če bo zdaj čas, ker tako sem vletel z njo, ampak jaz sem občutil, da vsaj pri meni, ko imam mlajšo populacijo, da kdaj pride celo do 1/3 mojega dela je ukvarjanje z bolniškimi staleži. Ne. Ti v domovih za starejše, mogoče imaš malo manj, ne, tega problema, ampak se spomniš iz ambulante, ampak to je en vidik, bi rekel, našega dela, ki sigurno ne daje zadoščenja, to podpišemo tako, ne. Se pravi, ni strokovni izziv, sigurno ne, je pa velik vir frustracija, ne. In seveda noben, po mojem drug, v Sloveniji se s tem noče ukvarjati in je to nam dano kot naša težava. A tukaj vidimo sploh kakšno rešitev ven iz tega? Ja, zdaj, naše ideje so bile kot družinskih zdravnikov že nekaj časa, da bi prenesli vodenje vseh bolniških staležev na medicino dela, prometa in športa, ki bi dejansko poznajo delovno mesto in pač na podlagi tega lahko tudi cenijo te dolgotrajne, recimo staleže, zagovorimo, ne, ki traja več tednov ali pa mesecev po poškodbah, ali so pač sposobni za to delovno mesto ali ne, pa v kakšni obliki, ne, da bi se pač hitreje ljudje vračali na delo. Drugo pa so ti krajši staleži, ki so par dni, ne, ki pa so v bistvu administrativne narave, ne, kot recimo ob prehladu ali pa kakih gastrointestinalnih težavah. Tukaj pa mislim, da smo spet preveč obremenjeni administrativno. Bi tudi lahko ta ideja ponovno zaživela, ko je bila pred časom, pred leti, da bi v bistvu delodajalec lahko brez potrdila o zadržanosti od dela bi lahko priznal bolniški stalež recimo do 3 dni za take manjše prehladna obolenja, če pač seveda svojemu delavcu zaupa, da dejansko zbolel. Je pa to ena stvar, ti bolniški staleži so ena stvar, ki jaz mislim, da v osnovi rušijo zaupanje. Pač
tega terapevtskega odnosa, tega partnerskega odnosa med zdravnikom in bolnikom, ker ti v bistvu dejansko imaš stanja, kjer moraš ti odločati o njegovih socialnih pravicah in zavarovalniških pravicah in prihodkih in v bistvu niso vezana direktno na samo terapevtsko, ta terapevtski odnos oziroma zdravljenje bolnika. Kaj šele medicino, ne? Kaj šele na medicino, ne? In potem lahko tukaj pride do konflikta, po nepotrebnem, v bistvu zaradi nekih faktorjev, ki nimajo veze z medicino in z zdravljenjem. Tu jaz vidim največja pomanjkljivost, ne? Je pa res, da so ti bolniški staleži, jaz tudi samo opažam, kar statistika potrjuje, da se pač iz leta v leto daljšajo, ker se daljšajo spet čakalne dobe in potem so ljudje na bolniškem staležu, ker pač ima tako delo, da s to diagnozo, dokler ne bo recimo opravil operacije, ne vem, trebušne dimeljske kile ali pa recimo artroskopije kolena zaradi poškodovanega meniskosa, pač ne more delati v gradbeništvu. In potem čaka na poseg, ne vem, 3-6 mesecev, tudi leta dni recimo na nekatere posege, pa če bi bilo to sanirano dosti hitreje, bi v bistvu se on že vrnil na delo in v bistvu bi država imela manj stroškov z njim, ne. Ampak z tega se spet doben sistemsko ne loti, koliko bi bilo prihranka pri bolniških staležih, če bi v bistvu to prelevili ta denar, ki je potreben za financiranje bolniških staležev, v bistvu v samo zdravljenje oziroma krajšanje čakalnih vrst, ne. Tako da bolniški staleži so dejansko nekaj pač, kar je breme, ne. Sploh pa ti, ko moraš konec meseca gledati, komu lahko izdaš, komu ne moreš izdati, koga moraš na komisijo poslati. Bolniki dostikrat pozabijo nas opozoriti, pa recimo že preteče tistih 30-dnevni rok, pa moraš potem za nazaj pošiljati. To je to kar frustrirajoče. Ampak to, kar nam hočem naprtiti, jaz to hočem izpostaviti, vi ste odgovorni za dolge bolniške staleže, pa vi ste odgovorni za to ljudi. Mislim, jaz te odgovornosti ne sprejemam in mi je zanimivo, da se to hoče pa nam kot ne vem kakšno odgovornost postaviti. No, mislim, da na papirju dejansko je, ampak v resnici, pa jaz tega kot zdravnik nikoli nisem občutil, da sem jaz kriv ali pa odgovoren za bolniško. Pač je bolezen, je dela zmožnost, jaz sem tam tisti birokrat, ki te papirje pač izpolnjujem, ampak se mi zdi, da je vedno sem to imel kot nepošteno, da je to moja odgovornost družinskega zdravnika za stalež. Ne vem, to sem zdaj malo tako, vem, da je to neka taka tema, ki bo vsi verjetno tisti nezavarovalnici skočili v luft, kot govorim, ampak dejansko ni pošteno, da bi bila to odgovornost zdravnika za bolniški stalež. Ne? Mislim, da je to širša tema, ne? To je družbena tema. Ne? Vprašanje pravo je, zakaj pri nas ljudje bežijo v bolniški stalež, ne? Če se ugotavlja, ne? Če se ugotavlja, če je to res, ker zopet mi nimamo podatkov, koliko ljudi je neupravičeno v bolniškem staležu, pač presenečajo podatki, kako ta stalež raste, ne? Zdaj, jaz nisem seznanjena z neko analizo, kaj je v teh staležih noter, gotovo, tako kot si rekel, Miha, je to neki na račun teh dolgih čakalnih dob, ampak dejansko verjetno so razlike tudi med delodajalci, koliko kje ljudje bežijo v bolniške staleže. Ne. Jaz mislim, da je tle bi bilo treba odpreti eno širšo debato o tem, kakšna je vloga delodajalcev, kakšna je vloga medicine, dela, prometa in športa tukaj, ker oni imajo znanja z tega področja, ki je premalo izkoriščeno. Ne, saj vemo, da vsako podjetje mora imeti svojega zdravnika, ki skrbi v bistvu za zaposlene. Kakšna je odgovornost zaposlenih in kako bomo to urejali na način, da bo vzdržno. Ne, očitno ta sistem ni vzdržen. Zdaj verjetno se pojavljajo ideje, kako bomo šli v neko kaznovalno politiko, če bojo zdravniki podpisovali preveč bolniškega staleža. Jaz kriterija, ki bi lahko objektivno določil, nekdo je za bolniški stalež, nekdo pa ni, ne vidim. Če pride človek v ambulanto in pove, slabo se počutim in ne zmorem delati, jaz drugega, kot da mu verjamem, ne morem. Če mu ne bom verjela tega, mu ne bom verjela niti, da ga glava boli, mu ne bom verjela niti, da ima drisko in ga ne bom verjela niti, ko mi bo povedal, da ima nek simptom, ki bo lahko pomenil neko težko bolezen, raka, Ne moramo se prvošiti. Jaz kot zdravnica si ne morem prvoščiti, da svojemu pacientu ne verjamem.
tudi če mu intimno ne verjamem, mu moram verjeti, zato ker če mu ne verjamem, mu ne bom verjela potem nikoli, kdaj pa naj ločim, kdaj ne mu verjamem in kdaj mu ne verjamem. Ljudem ne piše, se mu ne prižge žarnica na čelu, takrat, ko je bolan, pa ugasne, ko je zdrav, a ne. In dejansko je to toliko sivih con. Ni slaba ideja. Ja, to bi bilo super, ne? Pol pa niti bolniških listov ne bilo treba spolnjevati. Sam prišli počekirati na nek bankomat, recimo, z lučko. Pa tudi toliko sivih con. Jaz razumem, da obstajajo neke tendence, pa da obstajajo neke ideje, da se bo naredilo seznam diagnoz, koliko časa je nekdo za neko diagnozo v bolniškem staležu, ne? Ampak v bolniškem staležu ni diagnoza. V bolniškem staležu je človek, ki je imel sicer takrat to diagnozo, ampak ima številne druge okoliščine, mogoče številne lahko neke druge diagnoze zraven in mi vedno moramo ocenjevati neko celostno stanje človeka, ne? Nek človek ima lahko neko osnovno diagnozo, pa se mu ob tem poslabša neka depresija, ne? Mislim, stvari so bolj kompleksne, kot se skuša naprtiti in gotovo se stalež ne bo skrajšal samo na ta način, če se bo reklo, zdaj bomo pa družinske zdravnike kaznovali, če bodo za gripo napisali 8 dni namesto 6 dni staleža, ne. Je to preveč poenostavljeno dojemanje sveta in družbe in mislim, da bo tle treba narediti en širši dialog, odpreti malo več tem, nehati kazati s prstom in iskati grešnega kozla, ampak iskati v bistvu vzroke težav, ker to je težava. To je težava osebno za tiste, ki prvič so v staležu, za tiste, ki morajo ta stalež plačevati. Nadomeščati konec koncev. Tako, a ne, za delovne procese v delovnih organizacijah in seveda tudi za zdravstveno blagajno, ne. Se je pa res za vprašati, a mora vsako uro bolniškega staleža pokriti zdravstvena blagajna, ne. Ker tu smo verjetno tudi unikum, da mora za vsak pregled, za vsako, mislim, meni je včasih noro, zakaj mi izgubljamo čas, ker komot bi bilo, da je nekdo 2 dni doma zaradi prehlada, pa ne rabi zaradi tega kontaktirati zdravstvene službe, ne. Naj mu pade vročina, pa naj gre delati, ne. Ampak dobro, verjetno nismo še tam, nismo še zreli za to. Nismo. Ja. Vseeno, mi današnji dan se sicer konča, ampak jutri gremo spet nazaj v ambulante in se mi zdi, da v bistvu gremo vsako jutro radi svojo ambulanto. To pa je tudi lastnost naših družinskih zdravnikov, ne? Da tisti dan, ko je težek, mine in potem malo smo se zdaj tudi skašljali, ne? To nam bo malo pomagalo, ta pogovor, če drugim ne, bo nam pomagal. Ampak kaj pa je tisto, kar pa res jutri, a delate oba jutri? Ne, jaz sem na izobraževanju. Jaz jutri ne. Zakaj pa boš vsem pogrešala svojo ambulanto? Pa jaz sem res rada mojo ambulanto. Zato, ker to vemo, ne? Ja. Mislim, da hecamo moje paciente, v bistvu polih pa srečaš tam v trgovini ali pa na veselici, reč, pa vse so res prisrčni moji pacienti, ne, mislim. Ne, dejansko jaz grem zjutraj rada v ambulanto, no, res, dejansko jo čutim kot svojo ambulanto, dejansko imam rada ta kontakt z ljudmi, zanima me, ko pridem zjutraj, hitro pogledam, kaj so ugotovili pri tistem, ko smo ga včeraj pošiljali v bolnico, ker pač jaz sem v domu, pa hitro pogledam, a je prišel nazaj v dom, pa je v bolnici, pa kaj je bilo. Pa hitro pogledam laboratorijske izvide, da vidim zdaj, kako je, se je izboljšalo stanje ali se ni, pa povprašam, pa dober tim imamo. Mislim, jaz doživim toliko lepega na tem delovnem mestu, meni je lepo, no. Sem bila tudi na delovnih mestih, kjer mi ni bilo lepo in kjer sem tudi razmišljala o tem, da bi pustila medicino in šla. Zakaj? Ker je bilo absolutno preveč ljudi v tej ambulanti in imam to izkušnjo in vem, kako ti to vzame veselje do dela in do življenja. Ampak zdaj že veliko let pač sem v tem domu in meni je super. No, in res vidiš, vsak dan vidiš, kje bi lahko še izboljšal stvari, kako bi lahko boljš uredil, pa vidiš, tukaj bi mogli pa tako, pa neke novosti uvajaš, pa spremljaš stvari. Je to eno delo, ki ti da eno možnost ne samo bližine, ne samo, bom rekla, zadoščenje, zato ker ljudem pomagaš, ampak je dejansko tudi ustvarjalno, ne, imaš lahko nove ideje, komuniciraš lahko z različnimi profili,
V domu je to še tako interdisciplinarno, imaš tam, ne vem, fizioterapijo, pa imaš tam socialno delavko, pa to zdravstveno nego, eno drugega se učimo in en tak zelo dinamičen proces, ki mene polni, no, tako da meni je super. Miha, jutri? Tako kot vsak delovni dan, ne, imaš zadeve v ambulanti, ki so frustrirajoče, ne, administrativne, imaš zadeve, ki so pač rutinske, kot so recimo kakšni rutinski prevezi ali pa recimo kakšne kontrole. Imaš pa vsak dan v ambulanti ene zadeve, kjer pa dejansko neki problem razrešiš in nekomu izboljšaš zdravje, kvaliteto življenja in pač mu izboljšaš samo življenje, ne. In za te stvari se potem imaš veselje vračati v ambulanto, ker veš, da boš vsak dan tudi naredil nekaj zelo koristnega za nekoga. Ne, tudi če se mogoče po tebi zdela nekaj, mogoče manjša stvar, ne, ampak za tistega pacienta bo pa to zelo dosti pomenilo. In to so tiste stvari, ko pač vidiš, da vseeno ima smisel nadaljevati in vztrajati, ker vseeno dosti dobrega pa naredimo, čeprav se mogoče ne vidi, pa ne dobimo zdravstveni delavci medalj, pa ne hodimo se rokovati pred kamere z predsednico države, ne, ampak vsak dan pa v bistvu vsi zdravstveni delavci, ne, naredimo ogromno dobrega in mislim, da je to tisto, kaj nas pač žene naprej. Ja, številke ste mi rekla, ne, če bom govoril, zdaj lahko povem, ne, v Sloveniji tako letno je 30 milijonov stikov zdravnik-pacient, ne. 30 milijonov. In člankov slabih o zdravnikih je pa koliko? 1-2 na dan, ne, mislim. Še to ne. Še to ne. Par sto, se pravi 99,9% delamo v zadovoljstvo en drugih. Enako bilo tudi danes z vama, tako da hvala lepa. Hvala enako. Hvala tudi tebi za ta pogovor.